Od trditev, da je Nolan Wells obiskal zabavo ob bazenu, do poročil o pretepu, je veliko nasprotujočih si informacij o zadnjih trenutkih tega najstniškega igralca ameriškega nogometa, ki je umrl med vikendom 4. julija. Preučujemo najnovejši razvoj dogodkov in na kaj se je treba osredotočiti skupaj z upokojenim detektivom. Dobrodošli v oddaji Sidebar, ki jo predstavlja Law and Crime. Sem Jesse Weber. Torej, imamo nove podrobnosti o tragični smrti 18-letnega igralca ameriškega nogometa Southwest Mississippi Community College Nolana Wellsa, diplomanta srednje šole Ocean Springs, ki je izginil med vožnjo s čolnom s prijatelji na otoku Horn Island. Ta otok je tik ob obali Mississippija. To se je zgodilo med vikendom 4. julija. Mimogrede, to je otok z omejenim dostopom. Do tja lahko prideš le s čolnom. Gre za divje območje, ni nobene komercialne pozidave. To nekaj pove. To nekaj pove o preiskavi in o tem, kaj bi se lahko tukaj zgodilo. Vemo pa za tragedijo tega primera. Vemo, da so Nonovo truplo našli tisti ponedeljek na otoku, naplavljenega na obalo. Njegova družina zahteva preglednost. Zahtevajo popolno preiskavo o tem, kaj se je zgodilo. Najeli so odvetnika za državljanske pravice Bena Crumpa. Odredili so neodvisno preiskavo in neodvisno obdukcijo. Pravzaprav je Ben Crump prejšnji teden za ABC News Live povedal, da bodo Nolanovo truplo prepeljali v Washington DC na neodvisno obdukcijo. Mimogrede, to sledi napovedi mrliškega uglednika okrožja Jackson, Bruca Leena mlajšega, da obdukcijo opravlja Državni urad za sodno medicino, vendar rezultati še niso na voljo, ker lahko izvidi toksikoloških preiskav trajajo več tednov. Vendar oblasti naj bi verjele, da je šlo za nesrečo, da je šlo za primer utopitve in da zaenkrat ni znakov kaznivega dejanja, čeprav preiskavo še vedno nadaljujejo. Vendar pa obstajajo vprašanja. Na primer, po poročanju CNN se Nolan tisti dan ni vrnil na pomol s prijatelji in njegova družina ni razumela, zakaj bi se ločil od njih, saj naj bi se vrnil z drugo ladjo, a tega ni storil. Nolan očitno ni imel mobilnega telefona s seboj. Tisti dan so poročali o domnevnem prepiru. Po besedah šerifa je eden od Nolanovih prijateljev stopil v stik z obalno stražo v noči 4. julija okoli 11. zvečer. Nolanova mama je poklicala šerifovo pisarno sredi dneva, ki je vodil v 5. julij družina. Je zaskrbljena, zakaj je Nolan ostal sam brez prijateljev. Njegova mama je za GMA povedala: "Na to ne moremo odgovoriti. Preprosto ne morem. Ne morem razumeti, zakaj bi to storil." Njegov oče pa je dejal: "Vedno sva mu govorila, če greš s skupino, ostani s skupino." Dejansko je šerif John Ledbetter že prej nakazal, da je morda Nolan ostal na otoku, namesto da bi se vrnil na celino. Toda celo Nolanov prijatelj, Javon Williams, je za CNN povedal: "Nikoli nisem poznal Nolana kot nekoga, ki bi ostal zadaj, medtem ko bi njegovi prijatelji odšli. Vedno je bil takšen, da če je šel s tabo, se bo tudi vrnil s tabo. Tako je bilo vedno, prav vsakič." Je pa še to. Nolanova mama je za GMA povedala, da so Nolanov telefon sledili z aplikacijo Life 360 in ugotovili, da je bil njegov telefon pri njegovih prijateljih. In trdi, da je možno, da so bila nekatera sporočila in SMS-i izbrisani. Torej, veliko se dogaja. In medtem ko se to dogaja, imamo nove informacije. Obstaja nekaj izmenjav, o katerih moramo govoriti. Očitno obstaja video, ki kroži po spletu in prikazuje, kot kaže, prepir tistega dne. In nekateri verjamejo, da je v to vpleten Nolan. To je nekaj, o čemer je Ben Crump govoril na tiskovni konferenci prejšnji teden, kot o eni izmed nasprotij ali sporov v tem primeru. In potem dejstvo, da imajo trenutno ta posnetek prepira, ki poteka. In veste, hvala Bogu, da imajo vsi mladi ljudje mobilne telefone. In kadarkoli slišijo, da ljudje povzdignejo glas, začnejo snemati video. In tako na posnetku slišite, kako Nolan reče: "Daj mi moj prekleti telefon, kaj za vraga delaš?" In to postane še bolj pomembno, ko pomislite na zgodbo, ki jo predstavljajo, da naj bi se Nolan odločil ostati zadaj. To je tisto, kar pravijo. Očitna nasprotja so preprosto očitna na prvi pogled. Dejstvo, da on je tam s svojimi prijatelji in pogledaš vse posnetke. Zdi se, da je on edini temnopolti na otoku, ali morda še eden, ampak jih ni veliko. In tako, Jared, imaš primer, kjer mlada ženska, s katero se je pogovarjal, to reče: "No, Nolan je rekel, da se bo vrnil, da gre na čoln s fanti."
Fantje pravijo, da jim je Nolan povedal, da bo ostal in se pogovarjal z mlado žensko. To je protislovje. Ne pravijo iste stvari. Eden od njih govori resnico. Eden od njih ne govori resnice. V redu, samo na hitro to moram povedati. Poglejte, vodenje podjetja je že tako dovolj težko. Zakaj bi si ga še oteževali z ročnim delom ali zanašanjem na desetine aplikacij, ki med seboj ne komunicirajo, kaj ne? Tukaj nastopi naš sponzor Odoo. Odoo je celovita platforma za upravljanje podjetja s celotnim naborom integriranih aplikacij, ki brezhibno povežejo vse vaše poslovanje, od prodaje in računovodstva do proizvodnje in celo odpreme. Odoo lahko samodejno ustvari profesionalna, elegantna prodajna naročila, račune in dobaviteljske račune. Prav tako pa lahko samodejno dodeli prodajne ekipe in pošilja e-poštna obvestila skozi vse faze prodaje. Lahko celo uporabljajo umetno inteligenco za pridobivanje poročil, ki vam pomagajo pri sprejemanju odločitev. Za proizvodno lahko njihove aplikacije sinhronizirajo zalogo s sprotnimi posodobitvami proizvodnje in nakupov, tako da vam zaloge nikoli ne zmanjka. In ko pride čas za računovodstvo, je tudi to popolnoma avtomatizirano. Odoo lahko izdaja račune, spremlja stroške in celo povzame podatke z umetno inteligenco, da vam prihrani stotine ur. Veste, kaj je najboljši del? Izberete lahko svoje aplikacije in celo ustvarite prilagojene poteke dela, tako da je vse popolnoma prilagojeno potrebam vašega podjetja. Poglejte, dvignite svoje podjetje na višjo raven, tako da se danes brezplačno posvetujete s strokovnjakom za Odoo na odoo.com/odoo.com/sidecar. No, gre za to. Po poročanju ABC News je Ben Crump prejšnji teden trdil, da je Wells zahteval svoj telefon nazaj in da je bil del tega prepira. Nolanov domnevno dober prijatelj Tracy in Shepard trdi, da to ne drži, da ni bilo nobenega spora, v katerega bi bil vpleten Nolan. Celo trdil je, da Nolan sploh ni v videoposnetku. Citiram: "To jaz kričim. V tem videu ni bilo govora o telefonu. Nolan ni bil na otoku." In Shepard je rekel, da je šlo za pretep s tujcem. Shepard je povedal, da je Nolan ostal zadaj, potem ko se je čoln moral zaradi električne napake vrniti na obalo in da je Nolan spoznal dekle. To smo že slišali, da je spoznal dekle, ko je ostal zadaj. In Shepard je trdil, da se bo vrnil z drugim prijateljevim čolnom. Prav tako je zanikal to zgodbo, da naj bi Nolan zgodaj zjutraj 5. julija bil na zabavi ob bazenu. Obstajala je tudi ta fotografija, ki je krožila naokoli. Torej, z drugimi besedami, ideja bi bila, da je Nolan zapustil čoln, prišel na kopno, šel na to zabavo in na koncu umrl. Zdaj je Ben Crump, očitno celo delil fotografijo, spet, za katero so ljudje verjeli, da je Nolan na tej zabavi ob bazenu. Zdaj, po poročanju TMZ, naj bi Crump to fotografijo objavil na družbenih omrežjih z napisom: "Zdaj poslušajte, ne vem, ali so to dejstva ali govorice, ker nobene uradne izjave niso bile potrjene. Včasih moramo slediti vsem namigom, dokler ne najdemo resnice." Toda Shepard je ponovno zavrnil te trditve in dejal, da je bila ta fotografija dejansko posneta na zabavi 27. junija v Pass Christianu v Mississippiju, torej ne tisti vikend, o katerem govorimo. Kaj pa Nolanov telefon, kaj ne? Veliko vprašanj glede Nolanovega telefona. Medtem ko je odvetnik Ben Crump za GMA povedal, da je sumljivo, da Nolan ni imel telefona pri sebi in da so ga imeli njegovi prijatelji ali njegov prijatelj, Shepard pravi: "Glejte, ni nenavadno, da ljudje pustijo telefone na čolnih." Tudi Shepardov stric, ki je tisti dan očitno vozil enega od čolnov, je to potrdil. Shepard je rekel: "Vsi naši prijatelji so tam zunaj. S kom naj bi komunicirali? In smo v slani vodi. Mi smo v sladki vodi." Ko je Nolan šel v vodo, je svoj telefon odložil na armaturno ploščo čolna skupaj s približno 15 drugimi telefoni. Mimogrede, šerif okrožja Jackson, John Ledbetter, je za ABC News povedal, da Ben Crump še ni predal Wellsovega telefona njegovim preiskovalcem. To so najnovejša poročila v času tega prenosa. Ne vem, ali se je to spremenilo. Bomo videli. Po poročanju ABC News, Shepard trdi, da so preiskovalci govorili z njim in njegovimi prijatelji. Poudaril je, da imajo raznoliko skupino prijateljev. Ugovarja pripovedi, da ima rasa kakršnokoli povezavo s tem, kar se je zgodilo Nolanu Wellsu. Povedal je, da so on in njegova skupina prijateljev, odkar so našli Nolana, prejemali grožnje s smrtjo, ter da želi spregovoriti, da bi razjasnil morebitne dezinformacije ali govorice, saj ne on, ne njegova skupina prijateljev nimajo ničesar z Nolanovo smrtjo. Ponovno je zavrnil idejo, da bi bila rasa del tega in dejal, citiram: "Poskušajo ustvariti zgodbo, ki ne obstaja." Motil se je. Razumem, da sta Nolanova starša v žalovanju in res mislim, da je to nekoliko izkoristil. In to mi ni všeč. Res mi ni, ker sta ranljiva.
In Shepard je prosil vse, naj se sprostijo in dovolijo vsem, da žalujejo za Nolanom, ter naj se ga spominjamo kot prijaznega fanta, kakršen je bil, in ne kot nekaj, česar se bojimo zaradi travme, ki smo jo doživeli. Če Ben Crump izvaja svojo lastno preiskavo, naj jo izvaja. Potem pa naj šerifov urad zaključi svojo preiskavo in ugotovi dejstva na svoji strani. Dovolite nam, da vsi skupaj izvemo resnico, namesto da prehitro sklepamo o stvarih. Nismo naredili nič narobe tukaj in ne razumemo, zakaj prejemamo toliko sovraštva. Vsi smo skrbeli za Nolana in ga imeli radi. Nihče ni želel, da bi Nolan umrl. Nihče ni želel, da bi mu bilo življenje vzeto tako zgodaj. Vem samo, da sem izgubil svojega najboljšega prijatelja. Vel si bil nekdo, s katerim ti je bilo takoj prijetno govoriti. Nihče v naši skupini prijateljev ne bi nikoli prizadel Nolana. Zanj bi dali življenje. Za tega fanta bi naredili vse, kar je v naši moči. Če bi karkoli potreboval, bi to storili. Nolan nas je vse združil. In Shepard je v ločenem intervjuju za Rolling Stone, ki je bil objavljen v nedeljo, povedal, citiram, naveličan sem ugiban, naveličan sem, da ne morem govoriti. Čas je, da nekdo začne spregovoriti. Ne boli me samo zaradi Nolana. Boli me tudi zato, ker pokličem svoje prijatelje in v njihovem glasu slišiš, da jih je strah, kaj jim bodo ti ljudje naredili. Zadeva je šla popolnoma predaleč. Nazaj k šerifu okrožja Jackson, Johnu Ledbetterju. Ta teden je dejal, citiram, družina Nolana Wellsa si zasluži temeljito preiskavo, ki temelji na dejstvih, in točno to bodo tudi dobili. Mislim, da je pomembno, da si ne postavljamo časovnice in se ne prenaglimo. Vendar pa menim tudi, da je pomembno biti temeljit pri zbiranju vseh dejstev. In spodbuja javnost, naj posreduje kakršnekoli informacije, neurejene fotografije, videoposnetke z tistega vikenda, ter dodaja celo, tudi če mislite, da je morda nepomembno, vsaka malenkost pomaga. In to je lahko večji prispevek k temu primeru, kot si mislite. To je povedal za ABC News. Zdaj moram govoriti o tem. Prav, naj predstavim Matta Irvina, upokojenega detektiva in inštruktorja za organe pregona. Vedno sem vesel, da je Matt z nami. Zelo sem bil navdušen, da te imam tukaj, da govoriva o tem. O tem še nisva govorila. Pravzaprav tik preden sva začela snemati, sva se pogovarjala o tem, kar je šerif Ledbetter rekel glede tega, da ne smejo prehitevati preiskave. In ravno si začel razlagati. Rekel sem, počakaj, prihrani to za kamero. Zakaj misliš tako? Začniva tam. Zakaj misliš, da je tako pomembno, da šerif izda to izjavo in reče, da se ne želijo prenagliti? Hkrati pa vsi razumemo, da si družina, javnost, vsi želijo odgovore. Najprej hvala, Jesse, da si me povabil, da se pogovarjava o tem primeru v tej resnično tragični situaciji. Mislim, da je izjava šerifa povsem primerna. Je uravnotežena in ustreza temu, kako potekajo preiskave, kar pomeni, da potrebujejo čas. Mislim, da je del problema pri tem primeru, in o tem sva govorila pred nekaj meseci pri primeru Davida Burka, da so ljudje zaradi tega, kar vidijo na televiziji in v filmih, prepričani, da se preiskave odvijajo zelo hitro. Veste, rezultati CSI so takoj na voljo, a v resnici ni tako. Torej, toksikologija, CSI, forenzika, obdukcije, preiskave lahko trajajo tedne, mesece, včasih celo leta. In to ni tisto, na kar so ljudje navajeni. In veste, za družine, ki so izgubile ljubljeno osebo, se vsakršna zamuda zdi napačna. Zato mislim, da je zelo pomembno, da šerif stopi pred javnost in poskuša upravljati pričakovanja. Še posebej zato, ker mislim, da je bila zgodna izjava iz šerifove pisarne nekaj v smislu, da tu ne vidijo znakov kaznivega dejanja in da kaznivega dejanja ne sumijo, preuranjena izjava. In mislim, da je to žal nekaterim ljudem dalo vtis, da prehitro sklepajo. Zakaj mislite, da so to rekli? Zakaj mislite, ali ni bilo ničesar navzven, kar bi nakazovalo na kaznivo dejanje? In sprašujem se, ali so to rekli zato, da bi poskušali pomiriti nekatere, veste, čustva, ki so jih ljudje imeli, ampak ali je bilo na zunaj kaj takega, da bi lahko takoj ugotovili, da ni šlo za kaznivo dejanje? Mislim, zakaj bi dali tako izjavo, razen če so verjetno nekaj videli? No, popolnoma prav imate in mislim, da je to samo vprašanje formulacije. Če bi rekli, da ne vidijo nobenih očitnih znakov kaznivega dejanja, vendar bodo izvedli temeljito preiskavo, mislim, da bi ljudje to izjavo bolje sprejeli. Mislim, da je bilo tako, kot je bilo. So rekli, da še vedno preiskujejo. To so rekli. Rekli so, da ni znakov kaznivega dejanja, vendar še vedno preiskujejo. Prav. In mislim, da to v resnici pomeni, da ni ničesar očitnega, ničesar, kar bi jasno kazalo na kaznivo dejanje. Mislim, da so ljudje to žal razumeli tako, kot da so že nekako prehitro prišli do zaključka. Kaj menite o teh različnih pripovedih, kaj ne? Torej, imate vprašanja, ki jih postavlja Ben Crump, in potem imate tega prijatelja, ki je stopil v javnost, prijatelja Nolana Wellsa, ki je stopil v javnost in povedal:
te informacije o tem, da naj bi prišlo do pretepa, ta ideja, da naj bi bil na zabavi ob bazenu, so iz napačnega dneva. Da vidimo ta nasprotujoča si poročila, skoraj nasprotujoča si poročila, kaj ne? Kaj menite o tem? No, zdi se, da se tukaj dogaja nekaj stvari. Prvič, v tem primeru je bilo veliko ugibanj in veliko dezinformacij. Zdi se, glede na to, kar slišimo, da je bila tista slika z zabave ob bazenu, čeprav je prišla v javnost šele za vikend, okoli 4. julija, dejansko posneta kakšen teden prej. Pri tem posnetku je nekaj vprašanj o tem, kdo se s kom prepira glede vračila telefona. Prijatelj je rekel, da je to on in ne Nolan Wells. Torej, tam zunaj veliko ugibanj in napačnih informacij in potem glede izjav ljudi na otoku bi res moral podrobno preveriti, kaj so pravzaprav povedali. Zdi se, da so prijatelji policiji povedali, da je Nolan Wells želel ostati, da bi se pogovoril z neko mlado žensko. Zdi se, da je mlada ženska povedala, da jo je zapustil, da bi se vrnil in se vkrcal na čoln s prijatelji. To ni nujno nasprotujoča si izjava, kaj ne? Obe stvari bi lahko bili resnični. Če ga dejansko ni videla, da bi se vkrcal na čoln, to še ne pomeni, da mu je uspel priti nazaj tja in da se mu morda ni kaj zgodilo na poti. Zato bi morali res natančno pogledati, katere besede so ljudje uporabili, ko so opisovali, kaj mislijo, da se je zgodilo. In ni nenavadno v takem primeru, da imajo različni ljudje različna stališča in da se ta zdijo v nasprotju. Predstavljati si morate, da ko ta prijatelj, gospod Shepard, stopi v javnost in podate izjave, so ljudje, in ne pozabite, rekel je, da prejema grožnje s smrtjo, kaj ne? Ja, on in njegovi prijatelji prejemajo grožnje s smrtjo. Predstavljati si morate, da se bodo ljudje spraševali, ali govori resnico, ali je verodostojen. Predvidevam, da so organi pregona podprli njegovo zgodbo ali pa so se z njim pogovorili in ga preiskali. In ne verjamem, da bi stopil v javnost in dal toliko intervjujev, če ne bi menil, da govori resnico, oziroma če ne bi imel dokazov, ki to podpirajo. Mislim, sicer bi veliko ljudi preprosto ostalo tiho. Zanimivo se mi zdi, da je dal intervjuje za GMA in Rolling Stone, ter, veste, poskušal ovreči dezinformacije, za katere pravi, da krožijo, in očistiti svoje ime. In očitno govorijo o tem, da prejemate grožnje, ampak mislim, da je to pomembno, ne? Mislim, koliko to vpliva na njegovo verodostojnost. Mislim, da to veliko pove o njegovi verodostojnosti in njegovih namenih, da se je izpostavil. Sprva ni bil omenjen v nobeni od javnih izjav. Torej se je odločil, da bo poimensko izpostavljen in se zavestno izpostavlja tudi morebitnim grožnjam, ki so jih prejeli nekateri drugi mladi ljudje. Zelo pomembno je, da so vsi, ki so bili vključeni v ta obisk otoka, zaslišani. Da so zaslišani ločeno in da je policija ustrezno zadržana glede tega, kaj sliši od različnih ljudi. Ker če se je dejansko zgodilo kaj zlonamernega, nočete ljudem dati priložnosti, da bi ustradili svoje izjave. In če gre za nedolžen primer, ne želite razkrivati informacij o tem, kaj pravijo drugi, ker obstaja naravna težnja, da se izjave onesnažijo, ko ljudje slišijo, kaj so povedali drugi. In včasih bodo prilagodili svoje izjave in spomine tako, da se bodo ujemali z zgodbo, ki kroži. Ne zaradi kakšnega zlonamernega razloga, ampak preprosto zato, ker tako deluje spomin. Predstavljajte si, da si policija ogleduje ta posnetek prepira, kaj ne? Mislim, kaj mislite, da počnejo s tem posnetkom? Predstavljam si, da ga zelo natančno pregledujejo. Predstavljam si, da naredijo vse, kar lahko, tako vizualno kot zvočno, da izboljšajo in ugotovijo, kdo govori. In predstavljam si, da je to le zelo majhen del elektronskih dokazov, ki jih v tem primeru pregledujejo. Mislim, če imaš skupino mladih, ki se odpravljajo na izlet na otok, si predstavljam, da imajo vsi telefone, vsi snemajo in nalagajo stvari na družbena omrežja. In tudi, če je bil profil gospoda Wellsa na družbenih omrežjih očitno neaktiven, vsaj del tega časa, je moral del teh interakcij ujeti kdo drug. To je pač način, kako se mladi družijo. Vse pristane na spletu. Videli ste tudi izmenjavo glede telefona, kaj ne? Kako ga ne bi imel s sabo? Zakaj bi pustil telefon za sabo? Ampak slišali ste, da sta Shepard in njegov stric v bistvu rekla, da ni nenavadno, da ljudje na čolnu pustijo telefon za sabo. Kaj menite o tem? To ima smisel. Mislim, da imate prav. Običajno imajo mladi vedno telefone pri sebi in vklopljene, ne? Ampak mislim, da je vstop v vodo izjema. Ne boš šel v vodo s telefonom v žepu. Torej, ideja, da bi ga pustil pri nekom ali na čolnu, če se bo zmočil, je povsem smiselna. Zdaj vam moram povedati, da ljudje na to gledajo in pravijo, da so tu čudni vidiki. Mislim, celo njegova družina pravi, da je vedel, da ne bi kar ostal zadaj, kaj ne? Da ne bi šel nazaj s prijatelji.
Njegova družina je povedala, da ni imel telefona, morda so bila sporočila izbrisana. Katere morebitne rdeče zastavice vidite v tem? Se vam zdi nenavadno, da bi si družina želela, da zunanji pravni svetovalci to preučijo in raziščejo? Ali obstajajo vidiki, kjer bi rekli, veste kaj, to morda ni tako preprosto? In vem, da niste del preiskave, ampak glede na dosedanje poročanje, kakšna vprašanja bi imeli? Kaj vam povzroča zadržke ali pomisleke, če sploh kaj? No, dejstvo, da je bil za določen čas ločen od svojega telefona, je zaskrbljujoče. Spet, to ni nujno dokaz, da se je zgodilo kaj zlonamernega, ampak je legitimno vprašanje, zakaj ni bil s svojim telefonom? Zakaj ni objavljal stvari na družbenih omrežjih? Zakaj so ta nasprotujoča si izjave o tem, kako je nameraval zapustiti otok in s kom? To so vse legitimna vprašanja. Mislim, da je tudi pošteno reči, da veliko ljudi ne zaupa policiji. In mislim, da za veliko ljudi iz rasnih manjšin, še posebej pa za ljudi na jugu, to ni neutemeljena skrb. Zgodovinsko gledano se moj nekdanji poklic ni vedno obnašal na način, ki bi bil vreden zaupanja vseh v skupnostih, ki naj bi jim služili in jih varovali. Tako da je ideja, da bi bili starši sumničavi, da bi jih skrbelo, da lokalne oblasti morda ne bodo opravile dobrega dela, po mojem mnenju povsem upravičena. In še enkrat, ne namigujem nič slabega o šerifovem uradu okrožja Jackson, samo pravim, da je to povsem legitimni človeški odziv. In še enkrat, za vsakogar, ki je izgubil ljubljeno osebo, si želiš odgovore. In vse, kar ni hitra in popolna jasnost, se preprosto zdi narobe. Po poročanju USA Today, da to še razširim, je Crump povedal, da družina izvaja lastno preiskavo zaradi, citiram, nezaupanja do organov pregona v Mississippiju. Crump je povedal, da mlada ženska pravi, da je šel in se vrnil na čoln s fanti. Fantje pravijo, da ne. On je rekel, da bo ostal z njo. To je protislovje. Torej dobivate občutek, zakaj izvajajo lastno neodvisno preiskavo, svojo neodvisno obdukcijo. Kako to vpliva na uradno preiskavo? Kako vzporedna zasebna neodvisna preiskava, ki jo družina vodi prek odvetnika in ob neodvisni obdukciji, vpliva na uradno preiskavo? No, to je odlično vprašanje. In res je odvisno od integritete in kakovosti oseb, ki sodelujejo v neodvisni preiskavi. Benjamin Crump je zelo ugleden in znan odvetnik za državljanske pravice. Predvidevam, da sta on in družina najela ljudi najvišjega kova za izvedbo druge obdukcije in morebitne dodatne preiskave. Tako da upam, da bo to nekaj, kar bo iz obeh vidikov preiskave izvleklo najboljše in naredilo korak naprej pri razkrivanju resnice. Ni nenavadno, da je v primeru opravljenih več obdukcij in ni nenavadno, da se zdravstveni strokovnjaki ne strinjajo. In še manj nenavadno je, da se znanstveniki ali drugi ugledni strokovnjaki ne strinjajo glede interpretacije dejstev v primeru. Krum je povedal, da bo družina najela te strokovnjake, da ugotovijo, ali je bilo kaj dejansko izbrisano z Nolanovega telefona in se ponovno vprašal, zakaj bi ostal na otoku brez njega. Kakšni strokovnjaki so to? Kakšne informacije so to? Mislim, predstavljam si, da to prav tako preučujejo tudi organi pregona. Čeprav, kot smo poročali, vsaj v času tega prispevka, se zdi, da Crump telefona še ni predal organom pregona. Če je to res, se mi zdi to zanimivo, kaj ne? Prav tako me zanima, kako pravzaprav opravite analizo telefona. Obstajajo strokovnjaki in programi, ki so namenjeni za pridobivanje podatkov iz mobilnih telefonov. Obstaja nekaj programov, ki se uporabljajo za obnovitev podatkov, vključno s podatki, za katere ljudje mislijo, da so izbrisani. Torej, iz mobilnega telefona lahko pridobite veliko informacij. Nekatere stvari so odvisne od samega telefona, od tega, kako so podatki shranjeni, od vaših izbir, naprimer pri aplikaciji, kot je Snapchat, ali se stvari ohranijo ali izbrišejo. Obstajajo ljudje, ki se ukvarjajo izključno s forenzično analizo mobilnih telefonov in elektronskih naprav in so v tem zelo dobri, ter znajo obnoviti stvari, za katere ljudje mislijo, da so jih izbrisali. Poleg vsega, kar je na sami napravi, so lahko dodatne informacije tudi na strežnikih podjetij, družbenih omrežij in ponudnikov telekomunikacijskih storitev. Tako je mogoče pridobiti veliko informacij, tako iz telefona gospoda Wellsa, kot tudi iz naprav drugih ljudi, ki so bili takrat na otoku.
Omenil sem, da je družina uredila, da bo ta forenzični patolog v Washingtonu, D.C. opravil drugo, zasebno, neodvisno forenzično obdukcijo. Crump je dodal, če se utaplja, ga nihče ne vidi, da se utaplja, nihče ne ponudi pomoči, nihče ne poskuša pomagati. Tudi meni se je to zdelo zanimivo opažanje, kaj ne? Mislim, da je to pomembno, to je dober poudarek. Kako se lahko kar utopi in ga nihče ne vidi? Gospod Crump postavlja zelo legitimna vprašanja o očitnih neskladjih med različnimi poročili o tem, zakaj je bil gospod Wells ločen od svojega telefona. In to vprašanje utopitve je zanimivo, še posebej zato, ker je bil gospod Wells, oprostite, očitno zelo dober plavalec. Toda utopitev ni vedno videti kot tisto obupano opletanje, na katero smo morda navajeni iz medijev. Utopitev je pogosto tiha, ni nujno, da izgleda, kot da je nekdo v stiski. Tudi zelo dober plavalec je lahko premagan zaradi tokov ali stvari v vodi, ki lahko ovirajo njegovo sposobnost plavanja. Ena od stvari, ki jih je omenil tudi Crump, oziroma o katerih je dvomil, je bila, kdaj so našli Nolanovo telo, kaj ne? Po poročanju New York Posta je Crump dejal, da bi moralo biti njegovo telo tam 5. julija. Zakaj se ni pojavilo do 6. julija? Če bi ostal na otoku, so bili tam čolni, bili so ljudje. Nekaj se ne ujema. Kaj misliš? Gospod Crump ponovno postavlja upravičena vprašanja, vendar ima vsako od teh vprašanj lahko tako nedolžen, kot tudi bolj zlovešč odgovor. Če se nekdo utopi, ni nenavadno, da truplo ostane v morju ali vodi več dni ali celo dlje, preden ga odkrijejo, odvisno od tokov in kraja utopitve. Šerif je prosil in še vedno prosi za pomoč javnosti, kaj ne? Prosi posebej za izvirne, neobdelane fotografije in videoposnetke, posnete na severozahodni konici otoka Horn Island 4. julija 2026, zlasti tiste, ki prikazujejo domnevne prepire ali vsebujejo slike ali naj bi vključevale Nolana Wellsa. To je dejansko citat. Izvirno gradivo pogosto vsebujejo ključne podrobnosti, ki so lahko bistvene za tekočo preiskavo. In poglejte, šerif je spodbudil vsakogar, tudi če mimlite, da je nekaj majhnega, tudi če mislite, da je nepomembno, naj to preda, ker morda ne veste, kakšno vrednost ima. Torej, zakaj mislite, da šerif to želi? Kaj bodo naredili s temi informacijami? Kako jih analizirajo? Kako jih obdelajo? Kako se to vklaplja v celotno preiskavo? No, to je zelo upravičena prošnja šerifovega urada in verjetno jim bo vzelo kar nekaj časa, da pregledajo vse možne vire elektronskih dokazov v tem primeru. Pričakoval bi, da je bilo na tem otoku, poleg Nolana Wellsa in njegovih prijateljev, prisotnih še veliko drugih ljudi, ki bi lahko posneli del kakšnega dogajanja. In če bodo morali pregledovati, veste, celodnevne posnetke več različnih ljudi, in verjetno bojo v mnogih primerih morali stvari upočasniti, izboljšati posnetke, da bi poskušali ugotoviti, kaj pravzaprav gledajo. To je nekaj, kar bo vzelo nekaj časa, vendar je v tem primeru popolnoma ključen vir informacij. Matt, na kaj boš zdaj najbolj pozoren? Z drugimi besedami, kdaj misliš, da bomo dobili informacije? Kdaj misliš, da bomo dobili kakšno posodobitev, bodisi od organov pregona? Veš, tudi sam se sprašujem, ali je težko napovedati, kdaj bomo dobili več informacij iz te neodvisne preiskave Bena Crumpa. Mislim, predstavljam si, če dobijo rezultate neodvisne obdukcije, ali bi jih takoj delili? Na kaj moramo biti pozorni v nadaljevanju? No, pričakoval bi, da bo forenzična preiskava telefonov in drugih elektronskih medijev verjetno trajala tedne, lahko celo mesece, odvisno od količine podatkov. In to je povezano tudi z številom osebja, ki je na voljo za pregled vseh teh podatkov. Tudi to je lahko zelo zamudno. Sama obdukcija, vsaj predhodna obdukcija, tako uradna kot zasebna, ki jo je naročila družina, bi morala biti zdaj že zaključena ali pa bo zelo kmalu. Vendar pa so tu še dodatni koraki, kot je na primer pregled toksikoloških izvidov, ki lahko spet traja dodatne tedne. Torej, to bo trajalo nekaj časa. Mislim, da bodo verjetno poleg skupine prijateljev, ki so šli na otok z gospodom Wellsom, identificirali še dodatne morebitne priče. Ti razgovori lahko trajajo dodatne dni in tedne, verjetno bodo morali opraviti ponovne razgovore, saj bodo med pridobivanjem informacij od ene osebe morali iti nazaj in pojasniti ali potrditi informacije pri nekom, s katerim so že govorili. Tako da mislim, da govorimo o nekaj tednih, tako za preiskavo šerifa okrožja Jackson, kot tudi, upajmo,
za neodvisno preiskavo, ki jo zahtevata družina in gospod Krop. Upam, da ne bo trajalo veliko dlje od tega. Težava pri takšnem primeru je, da včasih, tudi ko so vse informacije zbrane, še vedno nimaš jasnega odgovora. Mislim, naprimer, če ugotovijo, da se je utopil, to je vzrok smrti, ni pa način smrti. Lahko se utopiš po nesreči, lahko se utopiš zaradi samomora, lahko se utopiš zaradi umora. Tako se lahko zgodi, da bomo na koncu dneva imeli vse podatke, pa še vedno ne bomo imeli odgovora, ki bi zadovoljil žalujočo družino ali druge ljudi, ki jih skrbi, kaj se je zgodilo. Ker forenzični dokazi ne bi bili tako jasni, da bi nakazovali, kako se je nekdo utopil, kaj ne? Mislim, kako bi lahko to pokazali, razen če ne bi bilo kakšne poškodbe zaradi tope sile ali kakšnega dokaza, da je bil, veste, zadržan pod vodo ali potisnjen v vodo ali kaj podobnega. Zelo težko bi bilo vedeti. Točno tako. In tudi če so na njegovem telesu kakšne poškodbe, bi glede na poškodbe lahko šlo za nekaj, kar je povzročila druga oseba, ali pa za poškodbe, ki jih je povzročil močan tok. Matt Irvine, hvala, da ste prišli. Kot vedno, hvala, da nam date namisliti, medtem ko to spremljamo in še naprej čakamo na odgovore. Upamo, da jih bo družina dobila. Torej, Matt, seveda. Hvala, Jesse. In to je vse, kar imamo za vas tukaj na Sidebarju, vsi skupaj. Najlepša hvala, da ste se nam pridružili. In kot vedno, prosim, naročite se na YouTube, Apple Podcasts, Spotify ali kjerkoli poslušate svoje podcaste. Lahko nas spremljate tudi na NBC-jevi platformi Peacock. Če želite spremljati mene, X, Instagram, mojo oddajo na News Nation, Jesse Weber Live, od ponedeljka do petka ob 11. zvečer po vzhodnem času. Se vidimo naslednjič, vsi skupaj.